V počitniškem naselju Jasna sta v strmem pobočju usidrani ne ena, temveč dve hišici. Z ramo ob rami zreta v veličasten pogled proti prisanku in vabita, naj se jima pridružimo. Smo v počitniškem naselju Jasna, kjer je v strmem pobočju vikend 5-članske družine. Arhitekti so pri načrtovanju okna umestili tako, da delujejo kot nekakšen okvir, ki lovi silhueto prisanka in odmeve klicev ajdovske deklice, prihajajočih nekje izza te alpske gmote. Samo dober projekt lahko naredi privlačno bivanje tam, kjer lokacija ne ponuja mnogo. A tega problema v Jasni niso imeli, ker je lokacija vikenda izjemna. Gospod Tomaž, vaša hiša v tem idiličnem okolju ponuja zelo zanimive kotičke bivanja. Kateri je vam najljubši? Kje se največkrat zadržujete? Največkrat gotovo v dnevni sobi, ker to je pač tudi istočasno delovna soba, imamo tudi svoj delovni kotiček v dnevni sobi in je najbolj primerna za branje, za delo z računalnikom. Kaj pa ta pogled na vse te gore, a vas to nič ne moti pri delu, se zaradi tega, ki težje dela? Zaradi tega se lažje dela. Lažje? Zaradi tega je delati še večji užitek kot sicer. Ja, pa vas ne vleče ven? To pa me vleče ven. Ja, pri vseh teh steklenih površinah ste že skoraj da zunaj. To drži. Saj to je bil tudi namen takih steklenih površin, zato da se človek počuti, da je od zunaj, tako da tudi po zimi, ko bi sicer od zunaj bilo mogoče malo neprijetno zaradi mraza, smo lahko noter in vendarle v stiku z naravo. Kaj pa poleti? Se treba izogibati soncu, takrat je pa vroče, ne? Poleti smo pa redko kdaj doma, ker ponavadi kam gremo, ne? Če pa smo že doma, se pa premikamo iz ene strani hiše na tisto stran hiše, kjer je senca, se premaknemo. Pravite, da ste redko doma, se pravi, hodite po hribih, kakšne druge športne dejavnosti? Hodimo po hribih, kolesarimo, vse, supamo, različne stvari. Supate kje? Savi, klej po jezeru, spodaj? V tem jezeru priznam, da še nisem. Po Rabelskem jezeru pa že, pa po Belopeških jezerih, pa po Blejskem jezeru. Sicer ne vem, kakšen je zdaj nov režim, ampak... Nima veze, to bomo še vštimali, se bomo izborili, da bomo lahko supali do nedogled. Upam, da je. To so še vedno eni redki kraji v Sloveniji, kjer so zime take, kot naj bi bile, in temu primerno mora biti tudi ogrevanje v hiši. In vi ste se odločili za kakšno ogrevanje? Mi imamo več vrst ogrevanja v hiši. Imamo kamin na drva, imamo kaminsko peč na pelete in imamo električno talno ogrevanje. In največ uporabljamo peč na pelete, zato ker je zelo udobna za uporabo in ker je možno sprogramirati, da se prižge prej, preden pridemo. Kamin zakurimo, kadar smo tukaj, medtem ko električno talno ogrevanje uporabljamo kot dopolnilno ogrevanje. Ženski del naše družine, to je velika večina, si želi toplote in zaradi tega obstaja precejšen pritisk, da mora biti hiša resnično topla, kar pomeni 24 in navzgor. Tako zelo toplo, se pa ni čuden, da je meni zdaj tako vroče tukaj. Ja, verjetno zato. Izhodišče načrtovanja je bilo, da naj bodo veličastni pogledi proti jugu ves čas prisotni tudi v notranjosti hiše in da niso samo nekaj, kar človek zazna iz zunanjih teras. Te so na objektu na Jasni postavljene bočno ob objekt. Tako ne zakrivajo pogledov, hkrati pa omogočajo različne zunanje ambiente, ki jih uporabnik lahko koristi glede na veter in sonce. Gospod Vit, hiša ima izjemno lego. Je bil cel projekt prilagojen predvsem tej lokaciji? V vsakem primeru. Ta lokacija tega objekta je tako izjemna, da v principu preden smo se lotili sploh projektiranja, smo naredili kar nekaj obiskov te lokacije, kjer smo prepoznali kvalitete lokacije in v principu se je že tokom teh obiskov rodila ta rdeča nit projekta, ki je pravzaprav samo čim manj okvir te izjemne poglede, ki jih lokacija nudi.
V principu največ so bili pravzaprav obiski same lokacije. Jasno, tudi potem malo, ko smo dobili geodetski posnetek, smo malo pregledali topologijo samega terena. In potem smo zadevo v principu peljali naprej preko nekega orodja, ki je za arhitekte zelo uporabno, in to so makete v principu. In sicer najprej makete manjšega merila, kjer smo gledali, kako pravilno umestiti objekt, se pravi, kako ga obrniti, da bo pravilno stal na terenu in bo pravilno orientiran. In potem neke makete večjega merila, kjer smo pa ugotavljali, kako točno v teren postaviti sam objekt, da bomo izkoristili teren, da bo teren prednost, ne pa problem. Kakšne pa so bile želje naročnika, investitorja? Želje naročnika so bile pač zgraditi nek, se pravi, second home, se pravi drugi kot nek vikend, ki je zaradi bližine Ljubljane skoraj ta drugi dom, ne? In pač investitor ima petčlanska družina so, se pravi, vsak naj bi imel svojo sobo. Ni skupnih ležišč? Ni skupnih ležišč, v principu je pa nek tipičen program za nek tak vikend hišo z velikim osrednjim prostorom, kjer se vsi zberejo, in z nekimi kotički, kamor se lahko tudi umaknejo. Deluje kar precej prostorna, kakšna je pa kvadratura? Kvadratura je, tukaj je bila omejitev urbanistična, mislim, da 80 kvadratnih metrov bruto na etažo, ne? In ta hiša ima 3 etaže, od tega ena mansarda. Ne? So še kakšne druge posebne omejitve v tem okolju ali pa kakšni posebni tehnični zapleti zaradi samega terena? Ja, sam teren je predstavljal problem, pa obenem tudi izziv in priložnost, ne? In na začetku, ko smo začeli graditi, je izgledalo to še kar drzno, zdaj pa, ko enkrat hiša stoji, izgleda pa vse, da je že od nekdaj tukaj. Ob tej osrednji hiši je še nek prostor zraven, oziroma neka manjša hiška namenjena avtomobilu. Kako to, da ste se odločili za ločen objekt? Pravzaprav v začetku projektiranja je bila mišljena samo hiša in so mislili, da bodo avtomobili pač parkirali na prostem, ne? Nismo tukaj projektirali neke garaže ali kakorkoli. Ampak tokom projektiranja se je v bistvu izkazalo, da je toliko nekih prostočasnih aktivnosti, ki jih družina tukaj izvaja, in tudi nekih, bom rekel, mehanizacije za recimo pluženje ceste in tako naprej, da je ratalo nesmiselno manjšati bivanjske površine pa tlačiti ta program v stanovanjski objekt, in zaradi tega zrastel še en objekt zraven, ne, ki je tudi, lahko se tudi noter avto parkira, ampak v principu se mi zdi, da ta kombinacija teh dveh objektov, se pravi stanovanjskega objekta in gospodarskega objekta, je celoto naredila kot neko klasično domačijo, ne, ker imaš stanovanjski objekt in imaš gospodarski objekt, in ta prostor vmes je pa prostor srečevanja, pa kjer poteka življenje. In obenem ta dvojec tvori neko tako lepo dinamično kompozicijo skupaj. Arhitektom je uspelo na lokaciji, ki je že sama tako edinstvena, postaviti arhitekturo, ki presunljivi naravi ni ničesar odvzela, ampak je njeno lepoto še poudarila.